gre francoščina, kako je? Kako je s francoščino? Pa ja, napredujem. Je res en težek jezik, sploh prvič, ko priješ. Ampak ja, mislim, da ko bom enkrat osvojil osnove, da bo kar malo lažje. Se zdaj bo mogoče lažje, ko bo trener, ko bo več verjetno angleško govoril, čeprav je tudi igral v Bordeauxu, kako gledaš morda na to, če kar preskočimo? Ja, bomo videli, nismo še tako daleč. Fokus je na tekmi s Finsko in potem Severno Irsko, potem pa bomo videli, kako bo v klubu. Dobro, se bomo vrnili k klubu malce kasneje, pa gremo na Finsko, ne? Ste že pogledali, ste morda pogledali tisto prvo tekmo s Finsko, kaj je šlo tam narobe? To je bila najslabša tekma, če lahko temu tako rečemo, v teh kvalifikacijah. Ja, smo naredili eno kratko analizo, takrat res nismo bili pravi, ampak ja, tudi glede na to, da nismo bili pravi, smo imeli svoje priložnosti za gol, ampak ja, žal takrat nismo izkoristili in ja, cilj je, da se to izkoristi v soboto. Kaj je bilo tisto, kar morda ni bilo najboljše poleg teh priložnosti, kaj je morda manjkalo na sredini igrišča, o čem ste govorili z reprezentanti? Pa ja, nek dobljen duel, druge žoge so nam zmanjkale, tam so bili oni podjetnejši in ja, potem je to privedlo do takega rezultata. Stadion je razprodan že več kot 10 dni, kako gledate na to in predvsem, če ste opazili te združene navijače, ki so zdaj za golom, kako gledate tudi na to? Ja, res je lepo, da so Stožice že razprodane, kar dosti dni pred tekmo, kar kaže ja, na en dober obraz Slovenije, da smo privabili tako število navijačev in ja, to moramo zadržati in ja, v soboto pokazati pravi obraz. Še kaj rabiš? No pa daj ti mi zdaj s tistimi, pa da začnemo. Povej, kako se kaj čuti ta razlika med nogometaši, ki 10 let in več čakajo na veliko tekmovanje, pa med vami, ki bi vam lahko praktično v prvem poskusu uspela? Vas kaj pas, da ne boš zajebil, ker mi čakamo že 10 let? Pa ne, mislim, da je ena sproščenost v reprezentanci, res je en dober ekipni duh, tako da ja, vsi stojimo za enega in eden za vsemi. A misliš, da se bo ta duh prenesel tudi na igrišče, da bomo videli tisto najboljšo Slovenijo v soboto? Ja, lahko res rečem, da je en res dober duh, res se je naredila ena ekipa povezanih igralcev in pa ja, mislim, da imamo vse predispozicije, da to pokažemo tudi v soboto. Z Benjaminom Šeškom vedno več skupaj tičita, nekako ful dober odnos se je med vama razvil, sta najboljša prijatelja, mislim, da v reprezentanci, kako to gledaš? Ja, lahko bi rekli, da se največ družimo, večino časa smo skupaj, ja, res smo se ujela, tako da je en dober znak za naprej. Kako pa kombinirata to, da sta prijatelja, na drugi strani pa konkurenta za mesto v ekipi? Pa mislim, da je konkurenca, ampak vse gledamo z pozitivnega vidika, to nas dela boljše, tako da ja, to je nujno, da je, zato da je vsak dan se hočeš dokazati, da probaš biti vsak dan boljši in ja, to nas dela boljše. Če bo Albert Vera danes res podpisal za Bordeaux, kako ga gledaš kot svojega novega potencialnega trenerja, tudi spoznal si ga verjetno v Sloveniji? Ja, težko je govoriti, dok ni uradno, tako da mislim, da bi dal. Ja, v Sloveniji se je res dokazal, da je res dober trener, Sloveniji karakterom, zmagovalnim kvalitetom. Ja, imam res dober trener. Sedaj govoriš o tem, da se zdaj na nasprotni strani Berlinskega zidu? Ne, nismo izmenjali veliko besed, ja, tako sem rekel, da zelo cenim. Kako nasploh gledaš dogajanje v slovenskem nogometu? Ogromno se dogaja menjava trenerja v Mariboru, zdaj menjava trenerja v Celju, v Olimpiji. Spremljaš nekaj? Ja, spremljam, težko, da bi to rešil, kar se zdaj dogaja, ampak ja, nekako predstavitev. Sem zdaj pripadnik, da se čim manj menjava trenerji, da se gradi na enem trenerju, da se ne menjava preveč, ampak ja, ta situacija je Žan, kako ti je všeč to, kar smo slišali tudi zdaj pred kratkim, Žan vedno, ko zabiješ gol, sem prijavno, tudi Beni Šeško ti je pod eno Instagram objavil, to komentiral smo videli, ker prijel se je ta navijaški vzklik, recimo tudi neka potrditev za tebe, ko navijači delajo vzklike v nekom, potem pravijo, da nekaj dela prav.
Ja, res je, lepo je bilo slišati v San Marinu, ko sem zadel to pesem, je res ena nagrada, ampak obenem še večja motivacija za naprej. Ja, tako da pesem res gre lepo v uho, bi lahko rekli, ampak ja, moram delati, da se bo čim večkrat slišalo. Minister za zdravje svetuje, ne pite preveč. Ja. Kako gre pesem, če boš recitiral? No, se je že, je dobro recitiral, tako da je. Sam mislim, da Anže rabi s tvoje strani. Ja. Žan, mogoče še to, zdaj klubska forma, vemo, da ni bila optimalna, ko si prišel na to reprezentanco, zdaj, kot je tudi, si že samo menil, konkurenca za minute bo kar velika, ampak kak gol zdaj bi verjetno tudi nekega bolj splošnega vidika te prišel zdaj še kako prav. Ja, splošnega vidika bi prišel prav, ampak kot sem že rekel, tu je pomembna ekipa. Igramo za en cilj in vsak gol je dobrodošel. Tako da mislim, da da nobenemu ni pomembno, kdo zadane, ampak da je ekipa prava in da zabijamo čim več golov, da nam pomaga pri uvrstitvi na Euro. Miha, glede na to, da si prišel kasneje, kakšno je stanje? V redu, super. Poškodba v bistvu rekel, da je za mano. Imel sem probleme zdaj zadnje, rekel, mesec pa pol, ampak zadnjih 14 dni treniram normalno z ekipo, tudi v klubu sem igral 2 tekme, tako da se dobro počutim in sem pripravljen. Ja, zdaj tekma s Finsko, če mi govorite, fantje, med seboj, koliko razmišljate o tisti prvi tekmi, kaj je šlo takrat narobe? Pa mislim, pogledali smo se tisto prvo tekmo, zanalizirali, videli smo, kje smo delali napake, kaj ne smemo ponoviti. Mislim, da se moramo dobro pripraviti, imamo še cele, rekel, 3 dni, tako da fokus je seveda na prvi tekmi, da bomo rekel, odigramo najboljše, kolikor lahko. Opažaš kakšne spremembe, glede na to, da si že dolgo v reprezentanci, da ste zdaj vsi fantje bolj optimistični, bolj prepričani v končni uspeh? Ma sigurno, mislim, da bomo rekel, atmosfera okrog reprezentance je dosti boljša, tudi igralci smo bolj samozavestni, to kaže tudi rezultati in seveda se potem bistveno lažje pripraviti na tekmo. Seveda nas čaka ena težka tekma proti, bomo rekel, težkemu nasprotniku, ampak mislim, da smo pripravljeni. Ja, ti si že toliko dolgo v reprezentanci, da si bil tudi na tekmah, ko je bilo zelo malo navijača, zdaj pa že 10 dni prej stadion razprodan, kaj to vam fantom osebno pomeni? Meni pomeni, da smo dobro delali. Bila so tudi težka obdobja za nami, ampak ko pomisliš na to za nazaj, te mora to motivirati. Prehodili smo neko pot, ki sigurno ni bila lahka, imeli smo vzpone in padce, ampak to je vse sestavni del športa in to te mora polniti in motivirati za naprej. Šli smo v situacijo, ki smo se jo vsi želeli, zdaj treba to izkoristiti in uživati v trenutku. Kako dobri ste, da so zdaj prišli že organizirani navijači nazaj, veliko se je o tem govorilo, ste jih vi opazili ali ne, kako gledate na to, da so še nekateri tam za golom, ki so še bolj glasni? Sigurno je to zelo pomembno za reprezentanco, da imamo navijače za sabo. Jaz sem vesel, da je tudi razprodan stadion že 2 tedna. To je tudi spet en dober pokazatelj, da smo res v pravem momentu in da pač igramo dobro, imamo dobre rezultate, tako da jaz se želim sigurno bučne podpore in potem je na nas, da pokažemo dobro igro. Mi smo tudi ekipa, tako da podajam žoga naprej. Zdaj to, kar je cenjeni kolega Bašler rekel, leta hitro tečejo, dolgo si že v reprezentanci. Koliko pomeni za nekoga, ki je dal vse to čez taka priložnost, kot se zdaj ponuja Sloveniji? Kako gledaš ti? No, sigurno, mislim, trenutno je to neka edinstvena priložnost, smo čakali na to. Jaz mislim, da vsak igralec, ki pride v reprezentanco, si želi, da igra na nekem velikem turnirju, svojo reprezentanco, da predstavljaš Slovenijo. Tako da jaz si to želel, jaz verjamem, da so se vsi fanti to želeli, eni so malo manj čakali, eni smo malo več čakali, ampak vse pride na svoje, ko je pravi trenutek in mislim, da je v nogometu pomemben nek timing in ko imaš priložnost, to je treba zagrabiti. To sem prej Vibotnika vprašal, kako skombinirate to, da bi nekateri lahko praktično iz prve priložnosti si uresničili sanje, vi pa recimo že tako dolgo čakate, kako vi prenašate na to, da vas oni razumejo? Super, jaz mislim, da ko priješ v reprezentanco, jaz bi si želel, da vsaka pride na novo, da bi bila Slovenija toliko močna, da bi mi vsako leto šli na tekmovanje. In mislim, da moramo imeti to ambicijo in da imamo to kvaliteto. Okay. Imeli smo neko obdobje, ki nam ni šlo, ko je treba pač bilo sestaviti cel ta mozaik, ampak mislim, da smo na pravi poti in jaz sem vesel, da so fante že tako, bom rekel, v prvih zborih začutili, kaj pomeni igrati za nekaj, kaj pomeni se boriti za, da priješ na neko veliko tekmovanje in to je, mislim, da je cel point
nogometa, da igraš za nekaj in da lahko nekaj osvojiš ali pa da se nekam uvrstiš. Jaka Bijol je zadnjič rekel, da vam je selektor kar nekaj let ene stvari ubijal v glavo. Ti tudi tako čutiš? Misliš, da ste potem dosegli neko točko, na kateri so se te stvari zložile? Sigurno, mislim, s selektorjem delamo zdaj že dolgo, poznamo te neke principe in vsi smo strmeli k temu, da bi da bi bom rekel, razumeli ideje, da bi se tudi kot igralci vsi razumeli in povezali na igrišču, ampak jaz mislim, da ko hočeš nekaj več, ko si želiš priti na neko veliko tekmovanje, mislim, da za to tudi potrebuješ čas. Mislim, da jaz, ko gledam od prvega zbora do zdaj, mislim, da ko sem jaz prišel prvič v reprezentanco, mislim, da se je zamenjala generacija in da je prišlo dosti velike novih fantov. Ta proces je trajal, jaz bi si želel, da bi bilo še bolj hitro, tako kot vsi skupaj, ampak včasih je treba biti potrpežljiv in potem na koncu te nagraditi. Ti, ki so na koncu prišli, so imeli kar srečo, da ste vi tisto težko delo oddelali za nje. Ma dobro, jaz mislim, da je to tako je, prideš v neka obdobja, ampak jaz mislim, da tudi mi, ki smo šli skozi ta obdobja, imamo potem mogoče neko več izkušnjo, kako je, ko si v nekem težkem trenutku in da ko prideš v neko dobro situacijo, se moraš spomniti, kako je bilo, da se ne vrnemo nazaj in da zdaj, ko smo v neko dobri situaciji, da smo sproščeni, da uživamo, da vemo, kakšna pot je za nami in jaz mislim, da je to tudi neko samozavest, kajti šli so skozi neka obdobja, ki sigurno niso bila mogoče lahka ali pa mislim, da smo se veliko naučili in zdaj te izkušnje treba naučiti. Kako si se počutil, ker je selektor na isti dan poklical tebe in tvojega bratranca Zeca? Ne, pa super, mislim, vse smo bili že v kontaktu z... Ja, si velik šal slišal na to temo. Ma sem, pa se še zdaj, sem navajen, ni problem. Ne, moram se malo pošaliti, to je sigurno dobrodošlo v takih trenutkih, še posebej, ko bom rekel, igraš zdaj za nekaj več, pa da je sproščena atmosfera. Zajec do Zeca in to in gor. Kunc manjka. Ja. To pa medveda. Ja. Mika, če gremo še mogoče malo na klub, res eno poletje za tabo, verjetno celo najbolj čudnih specifičnih v tvoji karieri, nisi vedela, da boš ostal v Fenerbahčeju, potem si prišel sicer v ta isti Fenerbahče, kjer pa je bilo ogromno sprememb, nov trener, zvezdniški soigralci, potem si še poškodoval. Kakšni meseci so tam? Pa dobro, jaz bom rekel, da ko pogledam nazaj, to sigurno je da najlepših mesecev v moji karieri, kajti podpisal sem novo pogodbe z, bom rekel, največjim klubom, v katerem sem igral, enih največjim klubom v Turčiji in nasplošno, bom rekel, tudi v Evropi. Jaz sem zelo zadovoljen, poškodbe so sestavni del športa, na to sem se navadil skozi kariero, pride neka obdobja, ker moraš dati skozi ene stvari, ampak jaz mislim, če pogledam širšo sliko, da sem lahko zelo zadovoljen. Ekipa je nova, ampak to je nič novega, mislim, da v zadnjih 3-4 letih smo imeli se dostikrat spremenil kader in trenerji, tako da tudi na to sem že mogoče navajen, ampak trenerje poznam že odprej, ker sem delal z njim. Ekipa je spet odlična, neki vrhunskih igralcev, tako da jaz upam, da se nam bo letos poklopilo, pa da bomo prvaki.